Spoštovani gostje, v dvorano prihaja predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Najsi narodi, ki jih repeni dočakat dan. Tako, dar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Darojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo, ne vrak, le sosed bo mejak. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Spoštovana ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Spoštovani minister za kulturo, doktor Vasko Simoniti. Spoštovani predsednik Slovenskega svetovnega kongresa, doktor Boris Pleskovič. Cenjeni gostje. Dobrodošli v domu, ki nosi ime po znamenitem pisatelju Ivanu Cankarju, ki je enemu od svojih literarnih junakov na usta položil znamenite besede: "Tod bodo živeli veseli ljudje." Dobrodošli v mestu, ki pesniku Francetu Prešernu, ki je v 7. kitici Zdravljice napisal najbolj miroljubno državno himno, odmerja najlepši prostor in njegov kip postavlja ob frančiškansko cerkev na Tromostovju. Dobrodošli na slovesnosti ob odkritju spominske plošče ob 30. obletnici prvega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa v Cankarjevem domu, ki je modro usmerjal tokove slovenstva in domoljubja zadnjih 30 let. Več o tem, tako pomembnem dogodku ne le za Slovence po svetu, ki so bili po osamosvojitvi spet dobrodošli v rodni domovini, ampak tudi zaradi vseh Slovencev, ki živimo v matici, saj bi bila pot do priznanja naše države strani tujih veliko težja. Pa nam bo več o tem povedal predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič. Dobar dan, en lep pozdrav vse skupaj, da ste v tej vročini sem prišli, ne da bi šli v bazen plavati ali pa na morje. Najprej bi rad pozdravil predsednika vlade Janeza Janšo, ministrico za Slovence po svetu in zamejstvu Heleno Jaklič in ministra Vaska Simonitija in vse vas, ker zame ste vsi pomembni, ker če vas ne bi bilo ne države Slovencev, niti Slovenije. Mi smo se danes zbrali tukaj, da odpremo to, zato ker se na današnji dan pred 30 leti se je tukaj zbralo preko 500 uglednih in vplivnih Slovencev. In smo ustanovili Svetovni slovenski kongres, namen katerega je povezovati Slovence na področju znanosti, kulture, demokracije, doma in po svetu, in zavzemamo se, da jih čim več vrne. No, ampak ko je bil ta dan ustanovljen kongres, potem so se naši ugledni rojaki vrnili domov in so preko svojih vlad
vplivali na to in so tudi, ko so prišli v svoje vasi, v svoje mesta, tudi svojim drugim rojakom povedali, da naj podprejo osamosvojitev Slovenije. Mnogi so ponudili tudi skromno denarno pomoč, ampak največ je pa ta pomoč, njihova osebna pomoč in vpliva na to, da smo hitreje dobili priznanje, mednarodno priznanje. Jaz vam bom dve zgodbe povedal o dveh velikih, ampak že preminilih Slovencev. Herman Zupan je bil in njegova familija še vedno en največjih industrialcev v Latinski Ameriki. Je imel kartonovo tovarno, kjer če vam v Washingtonu ali v New Yorku ali pa tukaj v kartonastih zapakirajo hamburger, je to njegov karton. On je šel k predsedniku Menemo, je rekel, jaz, slovenska skupnost je 30-40 tisoč Slovencev v Argentini, te je podprla, jaz sem te finančno podprl na volitvah. Danes boš priznal Slovenijo. Ampak ne samo to, jutri boš pa poklical predsednika Mehike, pa Čile, pa Urugvaj, vse latinsko-ameriške predsednike in jim rekel, da naj čim prej to naredijo. Lajovic je podobno, je bil velik industrialc, podjetje Tuba v Avstraliji, je šel k prime ministru, rekel, jaz sem te podprl na volitvah, Slovenci so te podprli, smo ti dali velike donacije in tako naprej in prosim, da čim prej priznaš Slovenijo. Takih je bilo na tisoče pisem, telegramov, osebnih stikov in tako naprej. In spominska plošča, ki bo danes odkrili, je plod prizadevanj Svetovnega kongresa, njegovih članov in prijateljev, da so pomagali uresničiti sanje. Zdaj pa, eni bojo rekli, ja, kdo ve, koliko veliko so pomagali. Zdaj pa jaz še zgodbo povedal, ki je podobna, kako smo mi prišli v NATO. Jaz sem bil na Svetovni banki v Washingtonu, me pokliče ambasador Dimitrij Rupel, pa prav Borisa greva danes na kosilo v Galilejo, jaz sem en velik problem. Greva na kosilo in prav, lej, mi nismo v prvi rundi prišli v NATO in meni očitajo, da Čehi, Poljaki, višegrajske države, 40 tisoč Poljakov je pritiskali na kongres, na senat in tako naprej, medtem ko od Slovencev se ni ben zmenil, prav, a bi ti pomagal, pa sem pa jaz razložil, da bivše pred mano vodstvo Svetovnega kongresa so rekli nekateri, ki v Ameriki so živeli, da Slovenija še ni dosti demokratična, da NATO hoče podprti samo demokratične države, so članice, recimo, zato Saudova Arabija ni članica. In da mora biti, pa so rekli, v Sloveniji demokracija še ni toliko razvita, ne še malo počakajo, ker bo demokracija dobra, pa ne gre not. Jaz sem rekel, ne obratno, če NATO ima to v štatutu, da bo se prizadeval za boljšo demokracijo v vseh svojih članicah, bom pa rekel, Rupela greš na eno prireditev, prišlo bo 60 ambasadorjev in pa bodoče članice, predsedoval bo pa za senat in kongres guverner Vojnović. No, jaz pridem na dvoran, ki je bila 5krat večja kot to, je bilo tam 250 ljudi, pol naredijo otvoritvene govore, pa jaz dvignem roko, pa se je rekel, guverner Vojnović, I'm president, jaz sem predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. 500 000 Slovencev, ki živi po svetu, 250 000 v Ameriki, 340 000 v Argentini, Kanadi, Avstraliji. Vsi naši člani želijo podpreti Slovenijo, da gre v NATO. Pa je Vojnović poslušal, pa sem rekel, še eno vprašanje imam, guverner Vojnović, a boste podprli Slovenijo, da gre v NATO v tej rundi? Pa je rekel, Mr. Plesković, with all due respect, za vsem potrebnim spoštovanjem, vam povem, da bom podprl, ker je moja mama Slovenka. No, in pa se je tudi zgodil, ampak jaz mislim, da je to malo pomagal, ker celo tisto državno odlikovanje, ki so mi dali 3 točke, zakaj sem ga dobil, piše tam, da sem pomagal Sloveniji pri učlanjevanju v severnoatlantske organizacije, kot so IMF, Svetovna banka, NATO in tako naprej. To se pravi, mi rabimo naše Slovence, pa ne samo zato, rabimo jih tudi zato,
ker z njimi lahko delimo znanost, zdravstvo, gospodarstvo in tako naprej in z njimi bomo močnejši in bolj uspešni in ob 15-letnici smo mi zbrali vse telegrame, vse te slike, pa članke v časopisih in so bili osnova za zlato knjigo o osamosvojitvi, ki jo lahko dobite na našem sedežu na Svetovnem slovenskem kongresu, ali pa če pokličete, vam jo pa lahko tudi pošljite. No, zdaj Svetovni slovenski kongres nadaljuje svoje poslanstvo s tem, da povezuje Slovence na področju gospodarstva, kulture, znanosti, demokracije. Tako smo naredili že 10 konferenc slovenskih znanstvenih gospodarstvenikov, 10 konferenc zdravnikov in danes, če imajo jaz imam 5 sorodnikov v familiji, so zdravniki in pravijo, če je kakšen hud primer, da ne vemo, kako rešiti, mi najprej pokličemo Slovenca v Švico, v Ameriko, v Kanado, tisti, ki so prišli na naše konference, ker smo zdaj prijatelji postali in zaradi tega smo vsi na boljšem. Zdaj bi jaz še to rad povedal. Na zadnji seji sveta vlade za Slovence po svetu je ponovno gospod predsednik vlade Janez Janša dal pobudo, da se sprejme, da se ustava malenkostno spremeni, da bomo imeli 2 poslanca v parlamentu, ker 500 000 ljudi jih zasluži, imamo enega poslanca za eno manjšino, ki je samo 3000 ljudi, pa eno, ki je 6000, ampak problemi naših Slovencev, mi si bomo zaprizadevali, da se bo to zgodilo. Potem bi še rad povedal, da je en izrek kroži zadnjih par mesecev, ki bi jih par znancev prijateljev poslali po spletu, ki pravi: You are what you do, not what you say you will do. Ti si to, kar narediš, ne to, kar rečeš, da boš naredil. In zato naša vlada trenutno je sam prvi stavek v razenih. Je naredila to, kar je treba narediti in vsaka normalna Slovenka ali pa Slovenc bi rekel, tako je treba delati. Še to bom povedal, kar se če mene vprašate, kje je Slovenija. Slovenci nismo narod sam 2 milijona doma, pa 500 000 zunaj, ampak naš narod je 2,5 milijona in Slovenija je povsod, kjer Slovenci živijo. Če ne verjamete, pejte potovati po svetu, tako kot sem imel jaz možnost za svojo službo na Svetovni banki in kamorkoli boste prišli v Kanado, v Avstralijo, v Cleveland, vas bojo Slovenci sprejeli, niti ne vprašali, če so v kakšni stranki, da se boste počutili, kot da ste doma. Jaz bom tukaj se ustavil, ker bi rad, da za mano bomo mi podelili za zasluge za naše Slovence po svetu in povezovanje Janezu Janši zlatnik in on bo pa povedal svoje osebne izkušnje z stiki in povezovanjem Slovence po svetu. Hvala lepa za pozornost. Slovenec biti, slovensko ljubiti je pravzaprav nerazložljiva stvar, ker to je stvar srca in biti. To je domoljubni pesmi zapisal Tone Kuntner. S ponosom reči smem, Slovenec sem, pa bo zdaj zapel baritonist Matjaž Robavs ob spremljavi citrarja Tomaža Plahutnika. Slovenec sem je himna Svetovnega slovenskega kongresa. Slovenec sem, tako je mati djala, ko
pestovala, come jedite pestovala. Zatorej dobro vim, slovinacem, zatorej dobro vim, slovinacem. Slovinacem, od zibeli do groba, ne ganemo jase zvestoba, ne ganemo jase zvestoba. S ponosom reči smim, slovinacem, s ponosom reči smim, slovinacem. Za Slovence v tujini je značilno, da imajo močan čut pripadnosti naši domovini. Družijo se v organizacijah, ki skušajo ohraniti slovensko kulturo, spremljajo dogajanje v domovini, svoje potomce učijo slovenski jezik. Jezik, ki se je oblikoval na stičišču 4 jezikovnih skupin: slovanske, germanske, romanske in ugogrofinske. Jezik, ki je drugačen od jezikov naših najbližjih sosed. Nanj so vezane naša tradicija, kulturna dediščina in sodobna ustvarjalnost. Če slike doma zbledijo, zven slovenske besede zavedno ostane. Vse Slovence doma in po svetu pa povezuje tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič, ki jo sedaj vabim k besedi. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, dragi rojaki. V teh dneh se veselimo 30 let naše samostojnosti, 30 let slovenske države. Morda so 30 letja za eno državo malo, vendar so vse začele na začetku, v prvem letu. Naše čestitke drug drugemu ob tem prazniku so izrečene s ponosom in zavedanjem, da ni samoumevno, da imamo svojo državo, da mora naša hvaležnost seči v stoletja v preteklost k slehernemu rodu našega naroda, ki je tako zvesto ohranjal in čuval slovensko besedo in njegovo izjemno duhovno tradicijo. Niso jo dali za nobeno ceno, čeprav je bila ta velikokrat postavljena zelo visoko. Včasih se je merila tudi življenjem. Za društvo 30 let pa je vsekakor pomemben svoj vrstni mejnik, saj 30 letja štejemo za čas ene generacije. To je tudi čas, ko je dobro in prav, da se nekoliko ustavimo, premislimo prehojeno pot in, če je potrebno, na novo zastavimo cilje, ki so nekoč pripeljali do ustanovitve. Svetovni slovenski kongres je bil ustanovljen v prav posebnem zgodovinskem času. Ne le Slovenija, temveč vsa Evropa in posledično v svet je pred 3 desetletji na novo zadihal. Vase se je sesuval celoten vzhoden komunistični blok. Narodi, ki so bili od leta 1945 ukleščeni v duh samovolje samoizbrancev, so zadihali s polno silo, ki jo daje lahko samo svoboda. To je bil čas, ko so se uresničevale stoletne sanje. Ne le nas Slovencev, temveč tudi narodov, ki so uspeli pobegniti iz Sovjetske zveze in obstati kot samostojne države za svoje narode.
To je bil čas, ko smo sanjali čas brez totalitarizmov. To je bil čas, ki smo ga Slovenci znali odlično izkoristiti. S pogumom, podkrepljenim z domoljubjem, izraženim tudi v plebiscitarni odločitvi, ter s pokončnimi in odločnimi ljudmi, ki se niso ustrašili izjemnega trenutka, ki ga je prednje postavljala zgodovina, smo si priborili državo, ki smo jo tedaj popeljali v Evropsko zvezo in NATO. V naslednjih 6 mesecih bomo že drugič predsedovali Svetu Evropske unije. V tistem času se je našla skupina Slovencev, ki je vstopila v praznino nepovezanosti. Iz predavanj, ki so jih v letih predtem organizirali slovenski intelektualci v Tržaški Dragi, je nastajal humus za idejo samostojne in demokratične Slovenije, ki so jo že desetletja gojili naši rojaki po vsem svetu. To so bili predvsem tisti rojaki, ki so morali maja 1945 zapustiti njim tako ljubo domovino, ker so zanjo želeli svobodo in demokracijo nezatiranja. Med temi Slovenci se je rodila ideja, da bi se povezali v novo društvo, ki je imelo ambicijo, da obsega ves svet. V tistih ključnih dneh, ko je bilo že jasno, da bomo morali svojo odločitev braniti tudi z orožjem, je bil tako ustanovljen Svetovni slovenski kongres. Organiziran kot društvo, ki presega meje ene posamezne države. Organiziran kot društvo Slovencev povsod po svetu s ciljem, da bi se na osebni in društveni ravni povezali v enoto, ki bi delovala v dobrobit vseh. Takrat so se v Ljubljani prvič v slovenski zgodovini zbrali predstavniki vseh 3 Slovenij, iz domovine, iz zamejstva in sveta. Več kot 500 jih je prišlo v Cankarjev dom. Njihova misel je bila enotna. Skupen nastop vseh Slovencev ter narodna sprava. Sprememba, ki se je tedaj zgodila, je preveč pomembna, da bi jo smeli spregledati in zamolčati. Socialistično republiko Slovenijo, ki je hlapčevala Beogradu, se Slovenci v svobodnem svetu niso mogli identificirati. Lahko bi rekli, da je šlo za medsebojno antipatijo ali globoko nezaupanje. Na takih osnovah pa ni mogoče graditi edinosti. Ko je Slovenija postala svobodna, demokratična, tržno-socialna in samostojna, pa je kar naenkrat postala lepotica, ki smo jo vsi čakali. Slovenija je končno in upam, dokončno postala gravitacijska točka za vse Slovence v zamejstvu in po svetu. Ljudje, ki so ustanovili Svetovni slovenski kongres, so ta trenutek prepoznali. Po svetu so začele nastajati konference, saj so vsi hoteli pomagati mladi njihovi državi. Zato velja naša iskrena zahvala tudi Svetovnemu slovenskemu kongresu za njegov izjemen prispevek v tistih ključnih trenutkih naše države, ko smo želeli njeno mednarodno priznanje in uveljavitev. V naslednjih 30 letih je Svetovni slovenski kongres postal prepoznaven po organizaciji srečanj, ki so postala njegova posebnost. Strokovna srečevanja strokovnjakov slovenskega rodu iz vsega sveta, naj si bodo to zdravniki ali pravniki, računovodje, znanstveniki, glasbeniki, arhitekti, gospodarstveniki ali davčni svetovalci, tu v Sloveniji so bila in so še vedno odlična priložnost, da se znanje, ki ga Slovenci kopičijo povsod po svetu, na sonaraven način prelije tudi k nam. Ali kot je pred leti dejal njen predsednik dr. Pleskovič. Konference so na visoki in vrhunski strokovni ravni in mnoge so bile vsebinsko prebojne. S tem poslanstvom predstavljajo ne le nacionalni, temveč tudi širši gospodarski in družbeni pomen za graditev boljše in bolj uspešne Slovenije. Naši strokovnjaki po svetu so naš zaklad. Zelo radi sodelujejo strokovnjaki iz domovine in do sedaj se je spletlo že veliko kroženja znanja, prijateljstev in strokovnega sodelovanja. Konec navedka. Tudi na ta način se uresničuje namen in smisel Svetovne slovenskega kongresa, da povezuje Slovence vseh 3 Slovenij na iznajdljiv in pa tudi na koristen in uporaben način. A čas v teh 30 letih ni stal pri miru. Kdo je pred 3 desetletji sploh pomislil, da bo telefon postal internet in da bomo mogli biti povezani v videokonferencah tako, kot smo bili v preteklem letu, ko nas je epidemija prekrajšala za osebne stiske in običajno družbeno življenje. Tehnologija, ki je danes vsakodnevno uporabljajo za povezovanje oddaljenih, je bilo pred 3 desetletji predmet znanstvene fantastike. Od faksa smo prešli na maile, od telefoniranja na spletne dogodke, od tiskanih obvestilnikov na Facebook, Twitter, Instagram.
Danes globalnost ni več nič posebnega, temveč je stvarnost. Zato je mesto Svetovnega slovenskega kongresa dobro izbrano. Pred 30 leti ste izbrali svet, zdaj je svet tukaj in je naš. Pred 30 leti ste povezali v slovenski svet. Danes njegovo žlahtnost in bogatstvo prinašate v domovino. Lahko bi rekli, da je bilo delo Svetovnega slovenskega kongresa, ko je začel povezovati slovenske znanstvenike in strokovnjake, vizionarsko. Šele danes, tako se zdi, se začenjamo v Sloveniji bolj intenzivno zavedati, kako zelo pomembno za našo državo, njeno prosperiteto, blaginjo in njen razvoj je vključevanje in povezovanje uspešnih slovenskih znanstvenikov, podjetnikov, intelektualcev, pa tudi vseh uspešnih posameznikov slovenskega rodu, ki deluje na tujem za matično domovino. Spoštovani, prav vse nove oblike povezovanja zahtevajo od nas novih veščin, predvsem pa prožnosti in dinamičnosti, da jim bomo lahko kos. In to je tista refleksija in osvežitev, ki jo mora vsako društvo, pa tudi vsak od nas, po 30 letih delovanja v tako spremenjenem svetu opraviti, da ga čas ne bi povozil. Ko praznujemo 30-letno delo, gledamo v prihodnost. Ohranimo isti pogum in isto navdušenje, predvsem pa smer, ki so jo začrtavali veliki Slovenci, živeči po svetu. Če se bomo držali teh izhodišč, potem se nam poti, ki jih ponuja prihodnost, ni treba bati. Vse dobro, tudi v prihodnje Svetovni slovenski kongres, ter Bog živi Slovenijo. Bistroumni Slovenci se bodo zmerom učili tujih jezikov, samo to hočemo, da se domači ne zaničuje, da se slovenski jezik na naši slovenski zemlji kot prvi spoštuje. To je zapisal Josip Jurčič, ki nam je podaril prvi slovenski roman. Letos je njegovo leto. Veliko izjemnih pisateljev imamo, veliko žlahtnih poetov, še vedno nagovarjajo in še vedno jih radi interpretiramo. Čas je za to, da se nam pridruži gospod Igor Pirkovič. Spoštovani, zdaj pa sem pripravil nekaj, kar ne govorim drugod, ampak glede na to, da je čas, da povabimo lastovke, vsak mesec gre ne vem koliko Slovencev v svet, čas, da jih povabimo nazaj, ker Slovenija je spet postala dežela priložnosti. Lastovke vračajo spet se in znova in spet odletijo. One vedo, kako velik je svet med bliščem in med domačijo. Tu jim je prvič posvetila zvezda, tu jih ognjišče je grelo na zimo, preden po kruh iz domačega gnezda odšli so v grenko tujino. Mnogi bi silno se radi vrnili in ne bi na tujem jeseni čakali. Mnogi, ki komaj plahutajo s krili, prišli bi in tukaj ostali. Zdaj domovina vas spet potrebuje, ura počasi, a vztrajno tiktaka. Lastovke, ki ste zletele na tuje, pridite, gnezdo vas čaka. Imamo 3 Slovenije, smo rekli, vse 3 so enako pomembne in posebno v času, odločilnem času slovenske osamosvojitve je bila neprecenljiva vloga naših izseljencev, naših rojakov, zato jim posvečam to pesem. Slovenija ste tudi vi, ste njena zavest in ste zibelka njena. Čeprav so oddaljene vaše poti, ostaja navezanost na njo iskrena. Slovenija ste tudi vi, ki onkraj meja ste prepletli si mreže. Prav vi dobro veste, ko najbolj boli, je laže, ko misel ognjišče doseže. Slovenija ste tudi vi. In tega nikoli nihče vam ne vzame, pa kaj, če se kdaj orosijo oči ob žametnih slikah očeta in mame.
Slovenija ste tudi vi in taki do zadnjega dne ostanite, saj čas ne prereže najlepših sledi, če ravno v srcu ostajajo skrite. Zdaj pa še ena, ki pa je pomnik in poklon slovenskemu pogumu leta 90 in 91. Če ne bi takrat poguma imeli in src, ki so bila v ritmu Zdravljice, morda bi še danes po njej hrepeneli in še bi tičali v gnezdu krivice. Edinosti šli takrat smo naproti in ni bilo vojske in ni bilo sile, ki bi nam prekrižala sanje na poti, sanje, ki so se takrat nam zgodile. Bili so močnejši, a niso zdržali, saj ni bilo sonca na njihovi strani. Imeli so vest, ki je niso oprali, mi pa imeli smo zvezde na dlani. Hvala vsem tistim, ki za domovino življenje so dali, da mi bi živeli. Kdo bi razlagal nam zdaj zgodovino, če ne bi takrat poguma imeli? Srečko Kosovel je v pismu kratko, a potrebno pismo med drugim zapisal. Kajti drevo ne more rasti, kjer ni tal, kjer ni zdravih, močnih tal. In umetnik ne more vzkliti, kjer ni naroda. In še so gozdovi, in še so pokrajine, in še živi narod, in še diha. In še vedno opevamo, se zahvaljujemo in prosimo. Bodi zdrava, domovina. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti edina, meni si zemeljski raj. Tuje šige, tuja ljudstva so prijatelji, bratjene. Slava le, slovanska čustva, srce moje veseli. Primi cilo, zemlja mila, primi srce moje v dar, da bi vidno matka bila, nepozabljena nikdar. Da bi vidno matka bila, nepozabljena nikdar. Ob 30. obletnici zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa v Cankarjevem domu bo predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Pleskovič predsedniku slovenske vlade gospodu Janezu Janši podelil zlatnik. Oba vabim na oder. Obrazložitev za podelitev zlatnika.
Svetovni slovenski kongres podeljuje zlatnike zaslužnim posameznikom in institucijam, ki s svojo dejavnostjo in svojim poslanstvom si prizadevajo ohranjati in krepiti narodno zavest pri rojakih doma in po svetu, ter svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence v zamejstvu in po svetu. Janez Janša se je že v času pred slovensko osamosvojitvijo povezoval s Slovenci iz sosednjih držav in Slovenci po svetu. Zavzemal se je, da bi ponovno začutili, da pripadajo slovenskemu narodu in da bi bili lahko nanj ponosni. Podpiral je organiziranje in ustanavljanje konferenc slovenskih rojakov v sosednjih državah in po svetu. Ustanovitev konferenc je bila osnovni predpogoj za sklic ustanovnega kongresa, na katerem je bil v Ljubljani 27. in 28. junija 1991 v veliki dvorani Cankarjevega doma ustanovljen Svetovni slovenski kongres, ki danes, tako kot samostojna in suverena Slovenija, slavi svojih 30 let. Slovenci iz sosednjih držav in sveta so v najtežjih trenutkih slovenske poti v samostojnost in mednarodno priznanje naredili zelo veliko. Veliko zaslug za to podporo ima Janez Janša. Ob jubileju 30. obletnice svojega ustanovnega zasedanja Svetovni slovenski kongres izreka predsedniku Vlade Republike Slovenije Janezu Janši zahvalo v imenu Slovenk in Slovencev po svetu in podeli najvišje odlikovanje organizacije, ki povezuje in združuje Slovenke in Slovence dobre volje doma in po svetu na temelju vzajemne pomoči in zavezanosti slovenstvu. Slovenski tolar. Najlepša hvala. Dragi rojaki, spoštovani gospod predsednik, ostali člani Svetovnega slovenskega kongresa. Iskrena hvala za to veliko priznanje, ko se danes spominjamo tistih dni, še posebej tega dne pred 30 leti, čutimo predvsem veliko hvaležnost. Hvaležnost zato, ker je takrat Slovenija stopila skupaj in ker so ali pa ste, tisti, ki ste danes tukaj, naši rojaki v zamejstvu in po svetu pomagali pri tistih stvareh, kjer Slovenija sama, kjer komaj nastala slovenska država, svojih institucij za ta namen še ni imela. Zdaj, govornica in govornik pred mano ste govorili o razlogih, zaradi katerih je bil Svetovni slovenski kongres ustanovljen. Hvala lepa za čudoviti opis teh razlogov. Jaz bom pa začel na tem mestu, kjer danes stojimo, oziroma v tej zgradbi, kjer smo se danes zbrali, kajti za člani Svetovnega slovenskega kongresa smo po razglasitvi samostojne slovenske države 26. junija zvečer tukaj na kratko proslavljali. Številne, ki jih je prej gospod Pleskovič omenil, sem takrat prvič v življenju srečal in to je bilo čudovito doživetje. Žal je bilo zelo kratko in prekinjeno, ker smo dobili sporočila o prodorih enot jugoslovanske armade, na koncu tudi o izpadu tankovskega bataljona iz vrhniške vojašnice in moj namen, da se udeležim zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa pač naslednji dan oziroma že isti dan, ker so bile to zgodne rane jutranje ure, žal ni uspel. No, kljub temu pa se je kongres takrat konstituiral. In s tem je neka razpršena energija, ki je takrat po vseh celinah, pravzaprav za mesto in po svetu, podpirala ta zgodovinski slovenski korak, dobila tudi svojo organizacijo. In mnogi ljudje,
ki so ugledni slovenski posamezniki z neposrednimi osebnimi zvezami do vlad, ministrov, predsednikov držav, predsednikov regij, pomembnih županov pomembnih mest in tako naprej, ki so bili tukaj, so potem neutrudno bodisi iz Ljubljane, bodisi iz svoje domovine, kamor so se vračali v kaotičnih razmerah, ko je jugoslovanska armada nekatere mejne prehode že zasedala, delali na tem, da je resnica o dogodkih v Sloveniji prišla v svet, da se je svetovno javno mnenje v roku enega tedna popolnoma obrnilo v našo korist in da smo postali subjekt, dejavnik na mednarodnem zemljevidu. Slovenija takrat ni imela svoje diplomacije, ni imela uradnih mrež po svetu in vse to ste nadomestili rojaki. To je bila silna energija. Spomnim se, takrat smo tudi v koordinacijsko skupino, ki je usklajevala obrambo, dobivali na stotine, na tisoče telefaksov, telegramov podpore, telefonskih klicev. Še zdaj ne vem, kako so ljudje prišli do naših številk, ko so klicali iz Avstralije, iz Argentine, iz Clevelanda. Klicali so mladi fantje iz Argentine, iz Amerike, iz Avstralije, iz zamejstva, če lahko pridejo pomagati, če se lahko pridejo boriti za Slovenijo. Svetovni slovenski kongres je potem v 30 letih šel tudi čez različne čeri, kljub temu pa je stal in obstal in je močna povezovalna vez danes med Slovenci po svetu in matično domovino, ne glede na razne razlike in tako naprej, in še posebej strokovna srečanja, ki jih organizirate vsako leto, so velika dodana vrednost. So velika dodana vrednost in tako kot so se nekateri rojaki vključili v prizadevanja za osamosvojitev, pa tudi konkretno v pomoč, ko je tista prva slovenska vlada potrebovala strokovnjake. Skušamo to energijo in to znanje organizirati tudi zdaj. Ko smo pred kratkim ustanovili strateški svet za digitalizacijo, se je van z veseljem vključilo tudi nekaj izjemno sposobnih, uglednih, prodornih rojakov, ki delajo po svetu, ki so v svetu uspeli, ki so ustanovili visoko vredna tehnološka podjetja in zdaj pomagajo Sloveniji pri digitalizaciji. Tako da to je en tak neposreden dokaz, da je Svetovni slovenski kongres obstal, da služi svojemu namenu. Zelo sem počaščen, da sem danes dobil to vaše najvišje priznanje in ne glede na to, da so danes časi drugačni, kot so bili pred 30 leti, ko je šlo za biti ali ne biti, je pomen povezovanja Slovencev doma in po svetu danes enako velik. Ogromno znanja je, ogromno slovenskega znanja je tudi danes po svetu, v vseh panogah, v vseh strokah. Povejte mi katerokoli znano ime, katerekoli multinacionalke, skoraj povsod, že jaz osebno vem za Slovence, ki tam delajo, da ne govorim o naših umetnikih, športnikih in tako naprej. Seveda si želimo, da mladi ne bi odhajali v tujino, če že odhajamo, si želimo, da pridejo nazaj, da razširijo svoje znanje in želimo si tudi, da mnogi tisti, ki so odšli iz Slovenije, iz domovine in so mislili, da se nikoli več ne bodo vrnili, vseeno razmislijo in se vrnejo nazaj. Slovenija jih bo vedno sprejela z odprtimi rokami. Iskrene čestitke ob 30. obletnici naše skupne domovine, ki je postala pred dobrimi 30 leti država. Naj živi Svetovni slovenski kongres, naj povezuje tudi še naslednjih 30 let in še naprej. Bog živi Slovenijo.
Razkošje je biti Slovenec in to razkošje nam je samo enkrat dano. Danes v svoji veri vem, da ni naključje, da sem rojen kot Slovenec, kajti naključij ni. Obstaja režija, ki prekaša našo možgansko škatlo in pilotira zgodovino, je zapisal Alojz Rebula. Domov v slovenski kraj, v zemeljski raj. Domov, domov, slovenski kraj, me vleče njegov krasni raj. Tam rože imajo lepši diš, tam ptice znajo dosti viš. Oj, ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. Oj, ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. Prehodil sem že pol sveta in videl mnogo sem gora. Al ti si pingrad proti njim, zato po tebi hrepenim. Oj, ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. O, ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. Spoštovani gostje, zdaj je čas, da odkrijemo ploščo. Vabim vas, da se skupaj pomaknemo do vhoda v Cankarjev dom, kjer bo odkritje. Visoki gostje, prosim, odidite po koridorju skozi recepcijo, ostali gostje pa tu skozi glavni vhod. Spominska plošča. Spominska plošča, ki od danes naprej bogati pročelje Cankarjevega doma, naj bo zahvala vsem vam, dragi rojaki, da smo skupaj z vašo pomočjo stali in obstali, da ste kljub različnim razlogom za odhod lahko odpustili in naprej ljubili. Učili ste nas, da je ljubezen do domovine osnova našega soočenja z drugimi in drugačnimi, tudi sodelovanja z njimi. Zato smo Slovenci v svetu cenjeni. Ohranili ste vero in jezik, slovensko besedo, besedo praznika, petja in vriskanja. Danes vriskamo in se zahvaljujemo in za našo domovino prosimo skupaj. Dragi Slovenke in Slovenci, hvala in ostanimo povezani in živimo besede blaženega Antona Martina Slomška. Domovina je naša ljuba mati. Bodimo si med seboj kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine
in vsakega prebivalca. In na koncu lahko dodamo prošnjo, naj Bog blagoslavlja Slovenijo, naj Bog blagoslavlja vse Slovenke in Slovence po svetu in domovini.